Dvorana Zlato polje v Kranju ta konec tedna po enoletnem premoru znova gosti tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. Med 117 tekmovalci iz 28 držav bo tudi 18-članska slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Zlata olimpika z veseljem pride v Kranj. Jaz se tekme ful veselim, čeprav vsi vemo, kakšna je tekma pred domačo publiko. Po eni strani ti je lahko spodbuda pa motivacija, po drugi strani ti lahko ustvari še nek dodaten pritisk, ampak še vseeno kljub vsemu rada tekmujem pred domačo publiko. Upam, da bojo tako navijali kot vsako leto, tako da se veselim, da bom nastopala. Tudi odlično plezate in po svetu in doma. Ja, mislim, zdaj po olimpijskih igrah mi je motivacija sicer malo padla, glih sem nastopala na tekmi najvišjega nivoja, boljš kot to ne more biti, tako da sem dosegla tisto, kar sem delala za 2 leti, je bilo res izjemno in zdaj v bistvu nekako ti motivacija malo pade, malo ne veš, kva bi po domač povedano, ampak še zmeraj zdaj sem naredila par treningov in motivacija se vrača nazaj in glih prav za tekmo. Torej, obvladate še vedno, česa si želite v prihodnje? V prihodnje? V tekmovalnem smislu, zdaj to bo moja v bistvu zadnja tekma letos, torej ne bom se udeležila svetovnega prvenstva, mogoče sem udeležila hitrostne tekme v Džakarti, ampak kaj si želim, zdaj v bistvu mora se spočiti glava in telo prvo kot prvo, potem pa upam na malo plezanja v skali, malo počitka, malo si mu vzela čas za druge stvari, ko prej zadnje 2 leti ni bilo časa, ja to. Ste srečni, ta nasmeh je res tisti nasmeh sreče. Sem srečna, ja, sem. Kranj ima najdaljšo 25-letno tradicijo med organizatorji tekem za svetovni pokal v športnem plezanju. Tokratna bo zadnja v težavnosti letošnjega mednarodnega tekmovanja in še zadnjič v dvorani Zlato polje. Kakšna so pričakovanja naših mladih in uspešnih plezalcev? Pričakovanja so definitivno visoka, treningi so potekali zelo dobro, tudi z reprezentanco smo se udeležili kar nekaj treningov v Innsbrucku, tako da ja, trenirali smo dobro, pripravljeni smo, se mi zdi, da kar vsi po večini, tako da upamo na najboljše rezultate možno. Po bronasti medalji in žal izmuzljivem olimpijskem nastopu, kako gledate naprej? Jaz bi rekla, da mi je to dalo samo še neko dodatno motivacijo, tudi te stopničke v Kranju 2 leti nazaj so definitivno lep spomin in v bistvu bi rada nekako ta rezultat sam še izboljšala, no. Glede na to, da pač so mi olimpijske igre izmuznile, ja, me je to še dodatno motiviralo za vse ostale tekme. V družini imam res zelo veliko podporo, tako da mi to sam še res pripomore k treningom, no. Česa si kratkoročno in mogoče dolgoročno želite? Kratkoročno, definitivno, še kakšne stopničke na svetovnih pokalih in pa tudi bliža se tudi svetovno prvenstvo letos v Moskvi, ki je v bistvu 2 tedna takoj po Kranju. Dolgoročno pa ja, bi rada res neko kontinuiteto na vseh tekmah in pa tudi ja, Pariz 2024 se bliža, tako da tudi nekako upam na to. Odlično plezate, česa si želite pred tekmo v Kranju? Ja, v bistvu letošnjo sezono, mogoče na samih tekmah s samimi rezultati nisem najbolj zadovoljen, ampak s samimi treningi in plezanjem na trening sem pa zelo, tako da tudi forma je. V kvalifikacijah sem si večkrat pokazal, da sem pripravljen tudi za štenge. Ampak kot prvo se veselim tekme pred domačim občinstvom in pa v bistvu odplezati tako, kot znam, no. Pravijo, da niso zlate samo punce, da tudi na fantih plezalni svet stoji. Ja, no, ja, definitivno smo že večkrat pokazali, da tudi mi zmoremo, no, tako da, ja, jaz verjamem, da smo dobro pripravljeni in če bomo plezali in uživali, bo sigurno tudi z tega nekaj ratalo.